Tako da lep dober dan želim. Mi bomo začeli kar s tem filmom, ki smo ga posneli od zadnje tiskovne konference do danes, torej o izobraževanju neformalnih oskrbovalcev. To zdaj tudi predstavljamo na naši spletni strani, torej in Facebook strani medgeneracijskega centra in torej pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe in je nekako vabilo vsem bodočim neformalnim oskrbovalcem. Koroški medgeneracijski center je posebnost v Sloveniji. V 6 letih delovanja so se v centru izvajali odlični projekti in programi, financirani iz različnih virov. Kot partner smo trenutno vključeni v zahteven in obsežen projekt dolgotrajne oskrbe. Z odprtjem vstopne točke je prijavitelj in nosilec aktivnosti pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe Koroški dom starostnikov 1. oktobra 2018 začel izvajati dalj časa trajajoče in skrbno zastavljene aktivnosti. Njihov namen je oblikovati, izvajati in preizkušati nove storitve dolgotrajne oskrbe, prilagojene posameznikom. V sklop storitev dolgotrajne oskrbe sodi tudi skrb za tiste, ki izvajajo neformalno, torej družinsko, sosedsko in prostovoljsko oskrbo bolnih in pomoči potrebnih ljudi v domači skupnosti. To je osnovna oblika človeške solidarnosti, vendar pa skrb za svojca lahko predstavlja tudi veliko breme tistemu, ki pomoč nudi. Koroški medgeneracijski center je kot eden od partnerjev v pilotnem projektu dolgotrajne oskrbe pričel z izvajanjem izobraževanj za neformalne oskrbovalce. Razlog so težave pri oskrbi bližnjega zaradi hitrega odpuščanja iz bolnic v domačo oskrbo, težje dostopne storitve pomoči na domu, neustrezno pripravljenih svojcev za izvajanje oskrbe, saj jo prevzamejo ob vseh svojih drugih obveznostih. Brezplačna izobraževanja bodo organizirana na različnih lokacijah, in sicer v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Dravograd ter Slovenj Gradec. Predavatelji in izvajalci modulov so usposobljeni strokovnjaki ter izvajalci storitev v praksi. Moduli izobraževanj so oblikovani tako, da bodo neformalne oskrbovalce opolnomočili s praktičnimi znanji in vsebinami o negi in oskrbi, jih informirali o strokovnih in psihosocialnih vsebinah in osveščali o možnostih in načinih uporabe pripomočkov za lažje in kakovostnejše bivanje v domačem okolju. Udeleženci bodo ob več kot 80% udeležbi prejeli tudi potrdilo o pridobljenem znanju, s katerim se bodo lahko vključili v kreditni sistem. Usposabljanje ne zagotavlja samo večje kompetentnosti v skrbi za svojca, ampak hkrati ponuja znanja in veščine, ki jih lahko vsak zase uporabi pri skrbi za svoje zdravje in preventivo pred izgorelostjo. V sklopu izobraževanj ponujamo tudi odgovore o tem, kje jo bodo lahko potem, ko sami te pomoči ne bodo več zmogli, poiskali tako v lokalnem okolju ali širše. Več o predavanjih in predavateljih si lahko ogledate na spletni strani www.ppdo.si ali pokličete na telefonsko številko 031 609 218. Za človeka gre. Skupaj ustvarjamo pogoje za dostojno življenje in starost. To je vabilo neformalnim oskrbovalcem. Še enkrat lep dober dan, lepo pozdravljeni na naši 3. novinarski konferenci. Posebej lepo pozdravljena naša 2 gosta, uporabnika, torej spoštovani gospod Rudl, ki ste uporabnik telemedicine in boste mogoče kaj več pol tudi na odgovoru na vprašanje ali pa mogoče celo malo predstavil, kako stvari potekajo, in pa gospod Rapuc, ki pa uporabljate zdaj, testirate že nekaj časa našo pametno uro, pa boste mogoče tudi kako izkušnjo povedal, v zvezi z uporabo torej te pametne ure. In pa lep dober dan in lepo pozdravljen naš skrbnik pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe, gospod Praček in pa ostali kolegi iz Ministrstva za zdravje. Torej, lep dober dan, še enkrat.
To je torej naša 3. novinarska konferenca. Še eno konferenco predvidevamo do izteka pilotnega projekta, ki se izteče konec junija letošnje leto. Namen današnjega srečanja pa je pravzaprav predstavitev rezultatov oziroma pravzaprav predstavitev dela na pilotnem projektu. In sicer jaz sem si pripravila kar nekaj rezultatov, ki so seveda bistveno drugačni od prejšnjič. Normalno, ker zelo intenzivno delamo na projektu, v tem mogoče tudi skrbnik potem kako besedo. Namreč mi smo si v pilotnem projektu nekako zadali, da bomo testirali 360 uporabnikov. Torej testirali, mi na projektu testiramo orodja in s temi orodji testiramo pač pravzaprav uporabnike oziroma ugotavljamo upravičenost do dolgotrajne oskrbe. Mi smo si zadali nekako oceno 360, torej naša ciljna skupina so bili uporabniki institucionalnega varstva, uporabniki pomoči na domu, uporabniki VDC-ja in pa drugi prosilci, ki pač želijo to oceno. Govorim o številki 360 tudi zaradi tega, ker smo do danes prijeli 536 vlog in ocenili 471 uporabnikov, torej prosilcev. Trenutno izvajamo aktivnosti pri 102 uporabnikih na terenu, mogoče po občinah, ker storitve izvajamo v glavnem v 3 občinah, torej v Dravogradu, na Ravnah in v Slovenj Gradcu. In od teh 102 uporabnikov trenutno izvajamo storitve pri 21 uporabnikih v Dravogradu, pri 62 na Ravnah in pa pri 19 v Slovenj Gradcu. Zdaj, če sem uvodoma pozdravila naša spoštovana gosta, torej uporabnika, mi smo zdaj intenzivno začeli testirati tudi storitve e-oskrbe in imam podatek, da je trenutno vključenih v e-oskrbo 27 uporabnikov, telemedicino, v katero je vključenih 6 uporabnikov, in pa pametne ure, v katere jih je vključenih 5, torej uporabnikov. Mi smo zdaj v tem času trajanja pilotnega projekta opravili 3164 obiskov pri uporabnikih in pa 2885 ur. Zdaj tule, ko govorimo o zaposlenih in pa pri uporabnikih, ki koristijo storitve, govorimo o storitvah oskrbe in pa o storitvah, ki jih ponujajo strokovnjaki iz enote za ohranjanje samostojnosti in torej iz enote za oskrbo. Izvajamo storitve pri 76 uporabnikih in so do zdaj opravili 2200 ur in pa strokovnjaki, torej fizioterapevt, delovni terapevt, socialna delavka, pa so opravili 814 obiskov in torej 660 ur. Se mi zdijo te podatki zelo zanimivi, tako malo za predstavo, res, da pilotni projekt traja zdaj več kot 1 leto, ampak vendarle se mi zdi, da smo v tem času res opravili veliko ur, tudi, bom rekla, kar sprijeli v te storitve veliko število uporabnikov in prav zato se mi zdi tudi tako pomembna ta tiskovna konferenca, ker počasi moramo pa začeti razmišljati oziroma informirati, če tudi ves čas govorimo, da se pilotni projekt izteka konec junija in tudi seveda te uporabnike, ki so zdaj uporabniki naših storitev, tudi informirati, da se takrat pač
pilotni projekt zaključi in da pač več teh storitev na terenu ni, kar pa posledično pomeni tudi to, da bomo morale občine tudi razmišljati, da z julijem recimo ponudimo tudi več storitev ali pomoči na domu ali nekih drugih oblik, ki pač so se mogoče zdaj v tem času razvile. Jaz bi omenila tudi eno zelo zanimivo storitev, ki jo je tudi potrdilo Ministrstvo za zdravje kot novo storitev in torej sprostitev z glasbo. Namreč ta storitev nam je na terenu zelo pomembna predvsem zaradi tega, da recimo osebe preden začnemo izvajati storitve, sprostimo, da je ta čas do začetka izvajanja storitve čim krajši. To je ena. In pa da delamo veliko preventivnih programov. Eden je pravzaprav nadaljevanje razdeljevanja hrane, za katere skrbimo v medgeneracijskem centru oziroma na Ravnah za 160 ljudi. In pa druga preventivna aktivnost, ki smo jo začeli izvajati danes, in torej v večnamenski dvorani v Kotlah izvajamo fizioterapevtsko vadbo. Torej gre za recimo pravzaprav te uporabnike, ki niso presegli praga upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in pa mogoče tudi uporabnike, ki so pač bili nekako, ki so dosegli kategorijo 1 in 2 in so še pokretni. Teda se mi zdi to kar ena zanimiva aktivnost in seveda vabimo vse, da se nam pridružijo. In pa preventivne aktivnosti, če jih lahko tako rečem, ki so mogoče že tudi v nekem smislu tudi kurativa, predvsem ko govorimo o sorodnikih, pa je to usposabljanje neformalnih oskrbovalcev. Mi smo že do začetka izvajanja pilotnega projekta usposobili 67 neformalnih oskrbovalcev. Trenutno potekajo aktivnosti oziroma izobraževanja v 4 občinah, torej v občini Črna, Prevalje in Kotle, torej občina Ravne v Kotlah. To izvaja medgeneracijski center in počasi zaključujemo 2 izobraževanja, enega prenašamo še v mesec januar in pa v Dravogradu, kjer pa Ministrstvo za zdravje usposablja neformalne oskrbovalce in smo seveda tega zelo veseli, ker nam namenjate odlične strokovnjake, ki jih bomo verjetno pol tudi kasneje lahko vključili v naša izobraževanja, ki pa jih seveda ne bomo zaključili z zaključkom pilotnega projekta, ampak jih bomo nadaljevali še naprej, tako smo že pred začetkom. Tako da zaenkrat to, mogoče me Katja malo dopolnite glede neformalnih oskrbovalcev. Pri neformalnih oskrbovalcih v Kotljah so se predavanja že zaključila 5.12. Tam se je usposobilo okoli 13 tistih, ki so dejansko bili skoraj na vseh predavanjih. V bistvu 45 različnih ljudi se je samo v Kotlah udeležilo predavanj, tudi glede na svoje lastne potrebe. Potem v Prevaljah se zaključuje jutri, je tudi nekje 40 ljudi različnih obiskovalo oziroma obiskalo predavanje. V Črni na Koroškem se bo pa zaključilo v januarju. Tako da do sedaj lahko rečem, da je v sklopu izobraževanj se jih udeležilo okoli cirka 120 različnih ljudi. Tako da se to kaže, da je kar velika potreba. Super, hvala. Pa še mogoče direktor. Ja, lepo pozdrav. Dobili ste opis naše dejavnosti. Ta opis pravzaprav lahko razdelimo na 3 dele, če se navezujemo na zakon o dolgotrajni oskrbi. Treba se zavedati, da pilotni projekt delamo zaradi zakona o dolgotrajni oskrbi. In v ta zakon o dolgotrajni oskrbi bo zagotovo prišla enotna vstopna točka in orodja, ki se bodo uporabljali za oceno upravičenosti do storitev. Zagotovo bo ta zakon prišla neka oblika enote za ohranjanje samostojnosti, to je tisti del, o katerem se v zadnje čase mnogo govori, torej dezinstitucionalizaciji, ki je zelo podobna sedanji pomoči na domu in patronažni službi, s tem, da ponuja nekaj več, ker ponuja tudi obisk delovnega terapeuta in fizioterapeuta. In pa tretji del, za katerega upamo, da bo
prišel v zakon o dolgotrajni oskrbi, rečemo mu tako imenovani fakultativni del, to je pa vse tisto, kar smo mi v tem projektnem okolju dodali. E-oskrba, telemedicina, pametna ura, razdeljevanje hrane, izobraževanje neformalnih obiskovalcev, sprostitev z glasbo, pomoč. Jaz upam, da bo zakon zaobjel vse troje, ne samo prvi dve. Hvala. Še gospod Praček, naš skrbnik. Jaz bi pohvalil dobro delo, vso delo, ki je bilo do sedaj upravljeno, pa tudi vso bodoče delo. Prepričan sem, da bo upravljeno še zelo veliko dela in pa dobrega dela. Poleg vsega, kar je bilo pa zdaj tu naštetega, moramo pa tudi povedati, da je v sklopu projekta upravljanja bilo še zelo veliko podpornih aktivnosti. To je zdaj sam, kar se da pohvaliti oziroma povedati na papirju. Poleg tega je pa zelo veliko bilo še podpornih aktivnosti. Večinoma z vaše strani, nekaj pa tudi z naše strani. Zelo lepo je pa tudi slišati, da razmišljate o delu po koncu projekta, po 30.6.2020. Pri tem vas zelo podpiramo in pa tudi do konca projekta smo vam na voljo. Mislim, da je ta projekt lahko pokaže nek zgled dobrega sodelovanja in sicer med neko inštitucijo, ki je pripravila razpis in pa izvajalcem. Prav tako smo pa tu videli, da se da povezati zdravstvo in socialo in da bo projekt dal neke rešitve na področju dolgotrajne oskrbe in pa tudi na področju zdravstva in pa sociale. Mi se bomo potrudili, da se bojo dobre rešitve vključile v zakon o dolgotrajni oskrbi in pa tudi podzakonske akte, ki se bojo mogli pripraviti v nadaljevanju. Hvala. Ja, jaz bi tule kar poudarila to odlično sodelovanje z Ministrstvom za zdravje. Moram reči, da ste vi redno prisotni na vseh naših aktivnostih, tudi dogodkih, ne samo na tiskovnih konferencah, izobraževanjih in sestankih, a ne, tudi drugih aktivnosti in tudi sicer zelo odzivni, tako da bi rekla, da je to res eno odlično sodelovanje in pa seveda poudariti tudi to, da je pravzaprav ta pilotni projekt na Koroškem res povezal ne samo obe stroki, zdravstvo in socialo, ampak ker je vključenih 26 podpornih partnerjev, a ne poleg 5 obveznih partnerjev. Moram reči, da je to tudi bil en način enega odličnega povezovanja. Mi se redno srečujemo, ampak storitve pa dejansko res izvajamo samo v 3 občinah. Tako da, pa še to mogoče kot a ne informacija za prihodnje, tako ste rekel, bomo še delali, seveda bomo še imamo nekaj za narediti, nismo še končali. Ja. Se pa tudi mi zavedamo, da je zelo kompleksen, naporen projekt, zato vam skušamo biti v podporu, ne pa v breme. Ja. No in tule, ko govorim, kaj bomo v prihodnje, mi smo namenoma šli v to večje število ocen upravičenosti in bomo pravzaprav ocenili vse uporabnike institucionalnega varstva v Dravogradu, torej v Koroškem domu starostnikov in naredili to prevedbo iz zdajšnjih kategorij oskrbe v kategorije oskrbe, dolgotrajne oskrbe, se mi zdi en tak zelo pomemben podatek. To že delamo in sproti, pač bomo pravzaprav, tako da mi imamo v mislih zdaj, ali pa naša želja je, da ocenimo še približno 150 uporabnikov, kar bo končno pomenilo približno 680, skoraj 700 ocen, ko se mi zdi pa, da je že dovolj velik vzorc za mogoče neko realno sklepanje ali pa rekla, neko sklepanje. No. Tako da to. Zdaj pa bi, prosim, gospod Rudl, vas povabila, da nam mogoče malo predstavite telemedicino. Prvo bi povedal
zakaj sem bil uvrščen v to grupo. Namreč sam sem doživel 3 srčne infarkte in sem uvrščen v skupino pacientov z srčnim popuščanjem. Kaj je telemedicina? Telemedicina je merjenje z inštrumenti iz pripomočke doma in pošiljanje teh podatkov v nek center. Tam je pa tako imenovani ekspertni center, kjer računalnik ima za vsake posebej parametre. Koliko lahko on se giblja, recimo s težo, s pritiskom, srčnim utripom, obstaja tudi za sladkorno bolezen posebna skupina, pa njihove parametre. In če gre izven teh parametrov, dobi sestra ali zdravnik opozorilo in te oni pokličajo domov, kaj je narobe. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni treba nam vsake 2 meseca pa mesec ni hoditi na neko kontrolo, tam delati gužvo, obremenjevati doktorje, pa tako naprej. Ampak, če je stoje stanje kritično, te oni pokličajo. Drugo, kar je, če greš enkrat na kontrolo, ni rečeno, da ti te imel napako. Lih tisti moment, a ne. Če pa doma meriš, jaz si praviloma enkrat na dan merim. Ampak, če se slabo počutim, pa kaj čutim, da je kaj narobe, si pa takrat tudi zmerim. Tako da ima oba podatka doktorca na razpravo, doktor Pušnikova je zadolžena konkretno za srčno popuščanje, doktor Epšekova pa za sladkorne bolnike. To je nakratko, se pravi, zjutraj si izmerim težo, potem pritisk, srčni utrip in z oksimetrom pa zasičenost krvi z kisikom. Te parametri, to sam se prenese na telefon pa odda te podatke dol. In to je vsa znanost, ni nekaj konečnega in tako naprej. In če bi to uporabljali večina bolnikov, verjemite, bi bila veliko manjše narekovaji gužve pred doktorji po nepotrebnem, kot pa so zdaj. To je prednost tega, drugo pa spremljanje takoj. Če te enkrat na 2-3 meseca pregleda doktor, vmes lahko marsikaj zgodi. Tu pa se ne more, ker si dnevno meriš parametre in je veliko večja možnost, da boš lahko upozoril druge, da ti prije pomagati. Pa te oni pokličajo in tako naprej. To je nakratko. Zdaj pa, če imaš še kako vprašanje, bom rade volje odgovoril. Moram sem kaj pozabil povedati. Kako dolgo ste pa že vključeni v to telemedicino? Kako dolgo ste vključeni v to telemedicino? Približno 3 leta. A prej ste bili pa v okviru zdravstvenega doma? Ja, ne zdravstvenem domu, ravne, prej pa še bolnišnice, sem hodil dom na pregled. 3 leta? 3 leta, ja. Ko so začeli ta projekt pelati, sem bil zelo vključen. In se tudi vi verjetno boljše počutite, a ne, ker ste skozi... Ja, veliko večjo varnost čutiš, ker veš, da te spremljajo. In bi radi torej nadaljevali s tem? Jaz bom nadaljeval, kako dolgo bo možno, če bo pa ukinili ta projekt, pa žal. Ne gre. Mislim pa, da bi bilo pametno zaradi razlogov, ko si jih prej povedal, zmanjšanje čakalnih vrst po nepotrebnem dovoljenju zdravnike in naenkrat bo zdravniku dovolj. Ne bojo po nepotrebnem obrejanju, zato bi ga v redu, da se pridi čez 3 mesece spet. Pa morate vi kaj za to plačati? Neč. Razen telefona, kaj storite? Ne, tudi telefon so dali zdaj brezplačno. Je pa to samo tak normalni pametni telefon. Na telefonu ti tudi izriše tvoje parametre, se pravi pritisk, kako ti hodi, teža, kako ti hodi, grafikon nariše. Na telefonu ti sam vidiš. Hvala lepa. V okviru pilotnega projekta so vse storitve brezplačne. In tudi vsi aparati, ki jih zdaj pač začasno, do izteka pilotnega projekta uporabljajo uporabniki. A ste povedali že, koliko je vključenih v to telemedicinsko spremljanje? Telemedicino imamo 6 uporabnikov, trenutno aktivnih. Do konca, ali pa mi bi želeli jih vključiti 15, zdaj zaenkrat pač nimamo aktualnih
uporabnikov ali pa želja. Enako tudi pri urah, pri pametnih urah bi jih želeli vključiti 15 in pa pri e-oskrbi imamo nekako 40 bi jih želeli vključiti, trenutno jih je pa 27. Kako pa to, da ste to vključili v ta projekt, ker to je bilo projekt v okviru bolnice, zdravstvenega doma, vemo? Ja, to jaz ne vem na kak način, to je pač taka potreba, a ne, takrat, ko smo se pripravljali na razpis, je pa potreba, ki jo je izrazila bolnica, a ne, kot partner in smo nekako se pol tudi tako dogovorili, da imamo polovico zaposlitve v bolnici, torej ta diplomirana sestra, ki je vključena na projekt, skrbi pol tudi pravzaprav za ta del telemedicine. In pa to povezavo recimo z zdravnikom, a ne z dr. Pušnikovom. Jaz moram reči, da je to res ena odlična stvar in pravzaprav to tudi pomeni, če mi boste potrdil to, da seveda občutek varnosti, ste rekel, mogoče bi pa kdaj lahko bila že to tudi kar indikacija za neko drugo storitev, če govorimo mogoče o institucionalno varstvo, ki pa tako ali tako nimamo kapacitet na Koroškem. Dovolj. Zdaj, če se dovolite, res je, da sama ta storitev ni nujno, da sodi ravno v sistem dolgotrajne oskrbe. Vsekakor pa je ta storitev zelo koristna, če ne sodi v sistem dolgotrajne oskrbe, pa zagotovo sodi v sistem, ki ga naj financira Zavod za zdravstveno zavarovanje. Ker to je oblika zdravstvene preventive, ki prvič, kot je gospod povedal, bolniku, pacientu nudi varnost, zdravniku pa skrajšuje čakalne dobe. In reakcija je lahko tako. Torej, sam projekt je zelo koristen in tudi potreben. To ne govorimo samo o bolnikih s srčnim popuščanjem, temveč tudi tistih, ki imajo sladkorno bolezen. Tam se seveda merijo neke druge karakteristike, ampak princip dela je enak. Hvala. Še gospod Rapuc, pametne ure. Zelo koristno, sem zapadne. Pa je bilo, da je čim manj uporabno. Ja, to vam želimo, da bi... Ja. Ste jo že uporabljali zdaj? Zdaj še nekaj. Aha. Teda se je pametno, da se je Pa tudi občutek varnosti, verjetno. A ne? Vi ste tudi v domačem okolju, pa zdaj lahko preko pametne ure pol tudi sporočate. Kaj predhodi, da te najbolj. Okay. Hvala, da se požeti, da je bilo nas pomožati. Če bi samo še nekaj dal praktične, meni je naenkrat začela teža naraščati na dan, ko da sem se 1 kilo zaredil, 2 kili. Seveda, ko sem dal meritev, so takoj ugotovili, da se mi voda zadržuje. In so me poklicali in mi dali tablete E9 za odvajanje vode. In to je takoj pomagalo. Sam niti ne bi pogruntil, če se ne bi varil, če ne bi bo upozorjal zdravnika, da mi je takoj poklical in da sem mogel svoje zdravnici, pa da mi je napisal. Odlično, že ena tak naziv. To je zalivanje, recimo, srce z vodo je pa tako osobno. Lahko poveste za to pametno uro, kaj pa recimo to sporočajo oziroma komu? To je moje sestri sporoč, tistega, kjer ga imamo na telefonu. Če imate stisko ali kako? Ja, imamo stisko, ja. Pa če bi pametno. To bi nama sestra nazaj popisali, kaj je bolj. Ja, mi smo se pri pametni uri odločili za 2 skrbnika, torej sestro in še nekoga, če slučajno glih tisti trenutek, ko se vam karkoli zgodi, sestra ni dosegljiva, tako da pol pa drugi skrbnik. Tako da v primeru, mi bomo verjetno ponudili tudi uporabnikom, ki so uporabniki institucionalnega varstva, tam pa bo dežurni tehnik namesto pač tega skrbnika. Tako da Koliko uporabnikov pa imamo v okviru projekta te pametne ure? 15 imamo jih željo vključiti. Se pravi, namen pametne ure je, če gospod pade, oziroma če se mu kaj zgodi, da sam tiče, ali on mora Sama. Ura se sproži se signal pri prvem skrbniku. Ali pa pri drugem.
In pol, ja. Tule smo enega odličnega računalničarja tudi vključili, ki nam ves čas vodi pač dogajanje s temi pametnimi urami. Moram reči, da nimamo ne vem koliko odzivov, tako da očitno pač se nič ne dogaja in upamo, da se res nič ne bo. Za samo testiranje bi bilo fajn, da se kaj zgodi, smo nekaj poskušali, no, ampak je v redu, tako da se enkrat je pomembno to, da se počutite varno. In se vam zdi, ste lahko tudi več aktivni zdaj, aktivni bolj v tem smislu, da ste lahko več na terenu. Še mogoče kako vprašanje? To že mogoče kje recimo uvedeno v kakšni instituciji v Sloveniji, institucionalno varstvo, recimo te pametne ure, ali to ste torej vi v projekt vključili sami? Jaz bom rekla, da so te pametne ure smo v času pilotnega projekta pravzaprav našli, če tako rečem, smo našli nekega ponudnika. In jaz moram reči, da sem takoj bila zainteresirana, da tudi to probamo. Predvsem pač tudi morda zato, ker ni bilo posebnega odziva na e-oskrbo. Tule moram reči, da so imeli mogoče, ne vem, samo v našem okolju malo zadržka potencialni uporabniki e-oskrbe, ta klicni center v Ljubljani. Tule ta pametna ura je pa vseeno prvi skrbnik, pa drugi skrbnik, tam je pač preko tega klicnega centra. Če tudi zdaj je 27 uporabnikov, kar je kar ena lepa številka. E-oskrbe. A lahko še to malo opišete, kako to izgleda? Pri e-oskrbi smo se mi odločili za ta, bom rekla, osnovni paket, kjer je v bivalnem prostoru nameščen javljalnik za recimo padce. Predvsem za padce. Zdaj možnost je seveda nadgradnje recimo za iztok vode, za plin, mi smo se odločili za osnovni paket. Okrog e-oskrbe moram sam, to je moje mnenje, biti relativno kritični do tistega, ki je ponudnik teh storitev, to je Telekom, ki se prvič obnaša zelo monopolistično, drugič se obnaša zelo paternalistično, kar pomeni, da ne prilagaja pogodb našemu projektu, ampak oni imajo tipske pogodbe, ki v ozadju je pri njih pomemben zaslužek, ne pa storitev, ki bojo jo dali uporabniku. Nimam nič proti zaslužku, imam pa proti odnosu. Še mogoče kakšna misel? Jaz bi, preden zaključila mogoče še z nadaljevanjem tega sodelovanja vnaprej. Moram reči, da občina Ravne, torej tudi medgeneracijski center in tudi Koroški dom starostnikov smo nekako se prijavili na ta pilotni projekt dolgotrajne oskrbe tudi zaradi centra Kore, ki ga načrtujemo že 5. leto. Tako da mi upamo, da bomo nadaljevali s kakršnim kolim sodelovanjem tudi z Ministrstvom za zdravje, z Ministrstvom za delo in končno tudi na Ravnah začeli z gradnjo centra Kora. Hvala lepa za danes, hvala vama za vajino izkušnjo, hvala naši sodelavci iz Ministrstva za zdravje, hvala direktor, hvala mediji. Naslednjo novinarsko konferenco kot zaključek pilotnega projekta načrtujemo proti koncu maja. Lepe praznične dni vam želim in vse dobro v prihodnjem letu. Srečno.